recimo pri izvajanju 11 metrov mi vedno pride takole na misel, da sta moštvi sedaj popolnoma izenačeni. Prvi bo za Maribor izvajal Cvijanović. Pri izvajanju 11 metrov je verjetno vseeno, ali nosiš dres Barcelone ali pa recimo Šmartnega pri Litiji. Prvi bo torej streljal Goran Cvijanović proti Mojčinoviću. Cvijanović in čez gol. Torej, Cvijanović je kot prvi zgrešil udarec iz bele točke. Prvi Celjan pa bo streljal Verbič. Strelec gola v 91. minuti proti vratarju Pridigarju. Celjski nogometaši s kapetanom Gobcem. In Pridigar brani. Tudi Pridigar je obranil strelec bele točke. Kot pravimo, prečital je namero Verbiča in izid ostaja pri 11 metrovkah 0:0. Sedaj pa za Mariborčane branilec Rajčević. In zadetek. Maribor vodi z 1:0. Gobec bo izvajal kot drugi 11 metrovko za Celjane. Izjemno natančen udarec Aleksandra Rajčevića. In sedaj Sebastian Gobec. Izenačenje na 1:1. Za Maribor bo kot tretji 11 metrovko izvedel Volaš. Volaš je znan eksekutor z 11 metrov. Le redko zgreši tako priložnost. Volaš in Maribor vodi 2:1. Sedaj bo streljal Bezjak, ki tudi ponavadi izvaja 11 metrovke v celjskem dresu. Letos 16 golov v slovenskem državnem prvenstvu. Letos je tudi že enkrat zadel in sicer prav na zadnji tekmi v Celju Bezjak iz 11 metrov. Tudi takrat je premagal vratarja Pridigarja. Strel in vratnica. Maribor torej ostaja v vodstvu z 2:1. Naslednji bo 11 metrovko izvajal Mejač za Maribor. Maribor ima sedaj torej zadetek prednosti. Tale morebitni gol bi morda že lahko pomenil osvojitev slovenskega nogometnega pokala. Dvojne krone. Ne še zanesljivo, bili bi pa zelo, zelo blizu. Mejač torej proti Mojčinoviću. Mejač in mimo gola. Ostaja torej 2:1 v korist Mariborčanov.
Naslednji bo Romih za Celje. Glejte, kako je zgrešil vrata. Torej, slabo izvajanje 11 metrov, 4 zgrešene in 3 zadete za enkrat. V tej loteriji Alen Romih je zadel v 36. minuti. Takrat so Celjani povedli z 1-0. Strel in izenačenje na 2-2. Vse se torej začenja znova. Kot zadnji bo izvajal za Mariborčane Tavares. Tavares je letos zadel v Mariboru pri zmagi Maribora proti Celju s 3-1. Mislim pa, da je tako je. Leta 2009 pa je v Celju zgrešil 11 metrov proti Celjanom. Takrat so potem Mariborčani tisto tekmo izgubili z 1-2. Tavares strel in zadetek. Maribor vodi s 3-2 in sedaj bo 11 metrov izvaja v centrih. Če centrih zadane, se bo izvajanje nadaljevalo, sicer pa je letošnjega pokalnega tekmovanja konec. Takole je zadel Tavares. Branilec Matej centrih. Ali vratar Pridigar. Strel in Pridigar brani. Maribor je torej osvojil slovenski nogometni pokal. Dvojna krona torej Mariborčanov. Po mukotrpnem izvajanju 11 metrov, ki je torej Maribor vendarle premagal Celje s 3-2 pri izvajanju 11 metrov in osvojil 20. slovenski nogometni pokal, 7. odkar je naša ljubljena domovina samostojna država. Trener Darko Milanič bo sedaj lahko še kako zadovoljen. Današnja zmaga pa je bila res priborjena na izjemno borben način. Boj med obema nasprotnikoma je bil res izjemen do zadnjih atomov moči. Junak tega srečanja pa je nedvomno vratar Pridigar. Mariborčani so torej osvojili naslov državnega prvaka in naslov pokalnega prvaka, tako tudi superfinala letošnjega prvenstva ne bo, kajti Maribor je osvojil oba naslova. Lahko rečemo zasluženo, Celjani so bili izjemno blizu, toda zmanjkalo jim je le drobec sreče pri teh strelih z bele točke, da niso prišli do pokalnega naslova. Mariborčani se veselijo, mi pa bomo šli ponovno v naš studio, kjer sta Sašo Jerkovič in pa Nenad Rotega. Ja, tole so še zadnji posnetki nocojšnjega, lahko rečem, slovenskega nogometnega spektakla, finala pokalnega tekmovanja. Kot je dejal Nenad Rotega, pokal je en sam. Danes bi si vsaj kakšnega tolažilnega zaslužili tudi Celjani za izjemno pogumno igro, za to, da so dvakrat vodili, pa vendarle na koncu ostali brez zmage. Vijoličasti so tako zaključili fantastično sezono, v kateri so kot prvi slovenski predstavnik igrali v skupinskem delu Evropske lige, osvojili naslov državnega prvaka, ne moremo reči, da z lahkoto, ampak izjemno suvereno, z rekordno prednostjo in
tudi z rekordnim številom zadetkov in ne nazadnje vse skupaj začinili tudi zmagoslavjem tukaj v Stožicah na